Ja, dober dan, dober dan. V bistvu res iščem kaj, kar bi moji punci iz tujine pomagali pri učenju slovenščine, no. Ja, zdaj lahko si pomaga z temi učbeniki, klasičnimi učbeniki, imamo tudi kar nekaj. Lahko pa se lotite slovenščine malo bolj igriv način. Namreč ravno smo dobili eno novo družabno didaktično igro za učenje slovenščine, Kdo so oni? Notri je 350 kartic, ki predstavljajo besedišče, predstavljeno tako z napisom, kot tudi sliko. Tako da lahko poveže to besedišče med sabo, se igrate potem lahko spomin, lahko se pa tudi lotite različnih iger. Tukaj so avtorji izbrali kar 24 idej, kako se igrati s temi kartami. Še ena prednost, kar vidim jaz tukaj, je to, da je označeno mesto naglasa. Se pravi, kot veste, naglas v slovenščini ni stalen, tujci večkrat ne vejo, kam dati poudarek v besedi. Naprimer, a je debel ali je debel. In to je tudi tukaj označeno. Pa je možnost tudi osvajati slovnico s tem, ali je bolj na besedišče osredotočeno? Ja, najprej se recimo osredotočimo na pomen besed, kaj pomenijo besede, in potem se pravzaprav uporabljajo te kartice tudi zato, da tvorimo, da izboljšujemo sklone, se pravi, da se učimo tudi sklonov s pomočjo teh kart. Naprimer, tukaj je slika dež in potem lahko sklanja, je dež, ni dežja, dan, dežju in tako naprej. To je, se pravi, lahko sklanja samostalnike, potem so tukaj tudi pridevniki, naprimer močen, močnejši oziroma debel. In potem se lahko sklanja tudi zaimke in tvori potem stavke. Tako v sedanjiku, pretekliku in prihodniku. In najbrž vsaka igra ima poudarek na nekem drugem področju slovenščine oziroma slovnice oziroma besedišča. Ja, pač to se bolj prilagodi, kaj želite utrjevati skozi to igro. Tako, super. Ja, da ni vse naenkrat, ker to je kar malo težko pol. Zdaj sem pomislil še na eno stran, zdaj ne vem, najbrž ni bilo mišljeno tako, ampak recimo, če se ona uči slovenščino preko igre, a bi se jaz lahko tudi učil njenega jezika, ona govori portugalsko, recimo, a bi se lahko mogoče celo hkrati, ali pa saj, če bi lahko recimo te kartice, ki imajo slikice, uporabila tudi za druge jezike. Tako, polovico kart ima slike, polovico ima napise in lahko povsem enostavno uporabite tudi kartice, kjer so slike, s tem, da vam potem ona pove, kako se čemu reče. In potem se lahko igrate tako, da ona tvori stavke v slovenščini, vi pa v njenem jeziku s pomočjo tega besedišča. Super, to sta pa dve muhi na en mah. Lahko pa tudi izmerite, koliko sta besed danes predelala oziroma koliko besed že znajo, to je tudi taka dobra motivacija potem za naprej. Da se kupček veča. Tako. Je, super, ful dober. Prvič vidim tako eno tako igro, pa da je res toliko različnih stvari v eni škatli. Tole bo, jaz bi kar z veseljem vzel, no pa res upam, da se bo tudi ona tukaj navdušila, ko ste mene navdušili. Super, pa vam želim veliko zabavnih trenutkov. Ja, super, tako. Hvala. Da se veliko naučiva, ja, hvala. Tako, do svidenja.